Na tvoji razstavi smo videli zelo veliko motivov rib. Zakaj pa ravno ribe? Ribe predstavljajo življenje, svobodo, pretočnost, so tudi del prehrambene verige. Narava nam pa postavlja ogledalo in s tem, ko uničujemo njo, uničujemo tudi sebe. Mi boste sam povedali imena od leve proti desni. Graš. Tim Dolenc. Nejc Botenko Praznik. Ok, super. Pa lahko začnemo kar z prvim vprašanjem za naše mlade bende. Poznate torej pač mito Kunigundi in če bi Kunigunda obstajala oziroma živela v današnjem času, kako zvrst glasbe se vam zdi, da bi poslušala? V današnjem času po mojem bila taka bolj alter scena, ne. Jaz mislim, da bi napravila neke metarje, pa take zadeve iz Kamnika. Rap. Mislim, če je čarovnica, pa najprej rečemo, prevzamemo, da je to zdaj za sekundo nekaj slabega, bi ziher poslušala K-pop. Kaj pa ti meniš? Mogoče bi poslušala nekaj to, kako je rekel kolega, nekaj to osrednjo slovensko sceno. Torej neko trap varianto, nekaj, kar mogoče bi ostajala v stiku s časom in se ne vračala v rock čas. Ja, mislim, treba slediti času. Ok, super. Zdaj pa še eno malo bolj vprašanje za tako vas, ker je letos slogan Kunigunde Pusti pečat. Če bi lahko izbrali, v katerem obdobju zgodovinskem bi ustvarjali in hoteli pustiti pečat, katero obdobje bi bilo to? Zdaj, za naš band bi rekel najbrž nek ta prime time, ki se je začel razvijati metal oziroma punk, ki je bil najbolj popularen mogoče v 80-ih oziroma 90-ih letih prejšnjega stoletja. To bi bil najbolj čas, pa da takrat reči, če bi takrat res naredil pečat, ker je bilo največ teh popularnih bandov, najbolj je bila v porastu ta zvrst. Tako da jaz bi izbral to. 20. Združene države. Drugače nimam pojma o jazzu, ampak takrat to v filmu pa to tako lepo izgleda. Jaz bi želel tam. Okay. Čez 10 let. V prihodnosti? Vrhunsko. Da bi pač kdo poštek. Cool. Mogoče bi bilo pa že preveč normalno. Kar v redu je kaj. Čez 20 let bi bilo normalno? Ja. A bi hoteli zdaj še pustiti tako v eni besedi ali pa kratkem stavku eno sporočilo za Kunigundo in za vse mlade bende, ki še prihajajo za vami? Jaz bi rekel, ko prideš na oder, pač da je vse od sebe, ne, tudi če je pač en, ki skače pred odrom, ali jih je 1000, ne, kogarkoli, moraš dati vse od sebe. To se mi zdi, da se tega probamo držati, da pač res uživamo na odru, da je to fajn, to je pač tako na svet. Točno to, kar je rekel kolega, v bistvu točno na način, ja, da tudi če ni nobenega spredi, se moraš ti vsako sekundo, ko imaš privilegij muzicirati, tega zavedati v svoji glavi in uživati na polno, ker to je tako darilo, da jasno. Drugačnost je družbeni konstrukt in dan se sebe sekund. Vrhunsko. Najlepša hvala za komentarje in za lep glasbeni večer. Hvala tebi. Tak za to. Hvala.